skupaj vas prav lepo pozdravljam v imenu znanstvene založbe Filozofske fakultete in sicer na 4. dnevu v tako imenovanem tednu Filozofske fakultete v knjigarni Konzorcij, ki nas gosti že 4. leto. V ponedeljek smo govorili o klasičnem filologu, jezikoslovcu Milanu Grošlju, v torek smo razpravljali o prvih slovenskih intelektualkah, včeraj smo imeli eno pravo učno uro iz filozofije na podlagi Heideggerovih predavanj iz 50 let prejšnjega stoletja. Danes pa se nam bo predstavil Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, in sicer znani so bolj po učbenikih, ki jih delajo na to temo in ki jih uporabljajo tako v osnovnih šolah kot v srednjih šolah, v zamejstvu, tudi za individualno učenje, pa seveda na vseh tečajih, ki jih izvajajo. Danes bo pa ta stvar malo drugačna, ne izmislili so si eno izvirno družabno igro z naslovom Klanec, in sicer v tem jubilejnem Cankarjevem letu. Z nami sta pa dva avtorja, sicer sodelavca iz Centra za slovenščino, gospa Magda Lojk, lektorica v Pragi, in pa Matej Klemen, vodja izobraževanja na centru, tudi na založništvu dela, pa PR je tako nekako ena deklica za vse. Ne bo sicer samo teoretična predstavitev, bo tudi praktična, tako da ste na koncu tudi vabljeni sami igri, da se preizkusite. To igro pa lahko tudi kupite, odnesete domov, v šolo, kamorkoli že. Tako, zdaj vama pa prosim, predajam se. Hvala lepa. Hvala. Lepo pozdravljanje. Mislim, da je res po teh filozofskih temah čas za odmor. Tako da bo ta družabna igra je tudi mišljena kot odmor, čeprav mogoče ob tem klasiku Cankarju pomislite na kaj drugega kot na odmor. Mogoče tudi na šolski odmor, ki ste ga dolgo čakali, da je bilo pri tisti kavi, skodelice kave že končno konc tega trpljenja. Družabno igro v Ivanu Cankarju smo delali 4, Magda, jaz, kolegici Tina Jugovič in Mateja Lutar, ki ju danes ni tukaj, in to je kar simptomatična situacija za našo skupino. Namreč, kot je Maja povedala, prihajamo z Centra za slovenščino in nekateri na Centru za slovenščino dejansko delajo po svetu, tako recimo Magda dela v Pragi, Tina dela v Katovicah, jaz in Mateja sva pa stacionirana zdaj v Ljubljani. In naša delovna srečanja so pa ponavadi tako, 2 v Ljubljani, 2 po svetu, ali 2 po svetu, 2 v Ljubljani, kakorkoli že bilo, tako da smo se veliko pomagali, tudi s Skypom in s podobnimi sestanki. Ideja za Klanec se je porodila Magdi, mislim, da lani... Poleti. Poleti, okej, ideja. Prvi sestanek smo imeli pa konec decembra lani. Resni sestanek, ki je pomenil začetek dela, ne? Ja, in delo smo dokončali junija letos in pripravili družabno igro, ki izgleda nekako takole. Ja, jaz bi mogoče za začetek povedala, zakaj je sploh odločitev za igro. Mogoče malo nenavadno v zvezi s Cankarjem, ampak ravno zato, ker je nenavadno. Mogoče zdelo se nam je, da se Cankarja vedno drži nek strah, ker je Cankar predvsem šolska tema, se ga drži nek strah, nikoli ne vem dovolj, nikoli ne dobim petice, in smo želeli nekako odgnati ta strah, doseči nek pozitiven, lahkoten odnos do te teme. Druga stvar, ki je zelo pomembna, se mi zdi, je razbijati mit, ki se je ustvaril okrog Cankarja. Ni samo Cankar mit v naši literaturi, ampak tudi mit tega ubogega, nesrečnega, nerazumljenega slovenskega pisatelja, ki včasih le popije za to, da ublaži to svojo stisko. Torej, razbijati ta mit nekega neznanega avtorja. Hkrati pa tretji cilj naš je bil razširiti to vedenje, ki ga o Cankarju dobimo v šoli. Torej, da ni Cankar samo mati, kava in Klanec, ampak morda še kaj drugega.
to je bil pravzaprav začetni vzgib. Sprostiti vse v zvezi s Cankarjem. Ja, in sprostiti na način družabne igre, ki je dobila potem nekako takole obliko. Pred vami je klanec, dejanski klanec. V bistvu je tole na hitro upodobitev romana Na klancu. Klanec s široko potjo, polno nekih kamnov, preprek, Bogarjeva Franska teče, da bi končno ujela tisti voz na vrhu klanca, ki sam navidezno čaka in da bo šla lahko na romanje. Tako da imate to res roman v malem. Sicer je pa tole igralna plošča 40 polji in kot sem rekel, na tej plošči vas čakajo različni simboli, ki pomenijo različne naloge. Zdaj, če si pogledamo te simbole, bela krizantema, klobuk in brki in skodelica kave, se nam lepo vsi ti simboli sestavijo v Cankarja. Mogoče lahko rečete spet ste šli v klišejsko predstavitev Cankarja, ja, ampak ne klišejski način, da se greste lahko ob Cankarju družabno igro. Torej, kakšen tip igre je to? Skocko se pomikate po poljih, čim prej morate priti na vrh in čim bolje rešiti zastavljene naloge. V bistvu je ta igra idealna. Ima idealne mere. 90, 60, 90. Poleg tega pa še 120. 90, 60, 90. To so vprašanja, dejstva in izzivi. Namreč te naloge, ki jih srečujete na poti, so 3 vrst. En tip nalog so vprašanja, na katera odgovarjate, imate podane odgovore A, B, C. Drug tip nalog so dejstva iz Cankarjevega življenja, razne znana, manj znana dejstva o njegovih delih, o njegovem življenju, tudi intimnem življenju bolj. In tretji tip naloge so izzivi, kjer so zbrani različni pojmi, ki jih morate ali narisati, ali opisati, ali pa uprizoriti s pantomimo, se pravi podobno kot, če poznate družabno igro Activity. Ta tretji tip nalog je podoben. Se pravi, to je lepa igra 90, 60, 90, je pa tudi pametna, ker tale 120 nakazuje na IQ te igre. Namreč, če te naloge fino rešite, dobite knjigo. Knjige so neke vrste točke, ki jih zbirate, kdor zbere več točk, zmaga. Mogoče pobliže pogledamo tele kartice. Aha, to je to. Ja, pa bom začela iz zadnjega konca. Tam so kartice izzivi, ker imate napisano, kakšen izziv vas čaka. Tukaj je za primer izziv risanja. Potem imate pojem, ki ga morate ali narisati, ali s pantomimo pokazati, ali opisati z besedami. Duša, ti pojmi so, kot je nakazal Matej, iz del, iz nekega Cankarjevega dela. Spodaj pod zvezdico imate tudi napisano delo in zvrst tega dela. To kaže kot samo podatek, ampak s tem dobite občutek, koliko je pravzaprav teh Cankarjevih del in kako raznolika so ta dela. Je pa res, da če moraš pokazati dušo, ali kaj si imel ti primere, če moraš pokazati neke besede, kobilo, recimo si boš prej zapomnil, da je Cankar napisal nekaj v zvezi s kobilo, kot pa če se boš učil na pamet dela mogoče. To je taka najbolj zabavni del te igre. Sredinska kartica so vprašanja. Vprašanja so zelo različna, od faktografskih do vsebinskih, ki se tičejo Cankarjevih del, do časa, v katerem je Cankar živel, do Cankarjevega življenja. So malo bolj faktografska vprašanja, so razmišljajoča vprašanja, zelo različno, vedno imate 3 možnosti za odgovor, tako da tudi, če čisto nič ne znate o Cankarju, marsikaj lahko vdivate iz konteksta ali iz danih vprašanj in spodaj v kotu imate tudi seveda rešitev, kateri odgovor je pravilen.
Na moji strani pa je kartica življenje. Ta kartica prinaša neko dejstvo iz Cankarjevega življenja, hkrati je tudi najbolj nepredvidljiva kartica. Če pravilno uganete pojem ali če pravilno odgovorite, dobite knjigo, medtem ko kartica življenja ne prinaša vedno knjig, tukaj lahko dobite knjigo, lahko knjigo zgubite, lahko jo morate dati sosedu, lahko enkrat ne mečete, vse, kar vas lahko doleti. Na tej igru, kot v življenju, ne veš, kaj te čaka, dobre ali slabe stvari. V zgornjem delu imate nakratko neko dejstvo, ki pa je nekako razloženo ali še postavljeno v širši kontekst čisto spodaj, tako da lahko dobite še malo širšo informacijo o nečem iz Cankarjevega življenja. Tukaj vam piše, nisi opravil mature v prvem roku, v drugem tudi ne. Kaj je bil problem fizika? To vam piše spodaj. Piše spodaj, kot vam razlaga, ja. Tako, Ja, ne, pravzaprav pri vprašanjih mogoče bi dodala samo še to, da smo želeli dajati vprašanja, ki bi čim manj dišala po šoli in da bi bila tako zastavljena in odgovori tako ponujeni, da bi bilo čim manj frustracij. Ni namen te igre, da te opozarja, nisi se naučil, ampak je namen tega, da lahko morda tudi kaj uganeš ali sklepaš. Ja, da se lahko naučiš čim več. Ali pa da se naučiš, nisi preprosto vedel, da se naučiš. Ja, zlasti mogoče pri življenju je to zanimivo. Ne? Če hočete igro hitro igrati, boste prebrali samo zgornji del kartice. Če vas pa stvar zanima, si preberete pa še spodnjega, tako da dobite nek širši kontekst. Enako pri karticah risanja, opisovanja in kazanja s pantomimo. Je zanimivo vedeti, kakšni so vse ti naslovi. Jih je pa res tukaj samo 120, to niso vsa Cankarjeva dela. Tudi zato ne, ker se določeni pojmi, razni jesenski večeri in podobne zadeve in samote v naslovih tudi ponavljajo. Tako da smo zbrali 120 takih pojmov, ki se jih da ali dobro opisati, ali dobro, ali pa vsaj smešno pokazati s pantomimo. Pazili smo tudi na to, da smo zvrstno čim širše šli, zato da smo res pokazali, da je pravzaprav zelo široke, zvrstno zelo široko pisano Cankarjev. Od člankov dram. Od člankov dram, esejev in tako naprej, ja. Kratkih, daljših. In ta širina oziroma... Aha, to stite, sorry. Kaj smo vključili? Aha, zakaj je prazno? Ja, pardon. Ja, kaj smo vključili v igro? Na eni strani Cankarjeva dela, na drugi strani njegovo življenje. Med Cankarjeva dela smo izbrali tista, ki so v splošni zavesti Slovencev, torej to so tiste, ki smo jih brali v šoli. Želeli smo seveda to preseči, to, kar sem že prej omenila, da niso vse asociacije s Cankarjem vedno samo tek zavozov, skodelica kave in mati, ampak tudi še kaj drugega. Da speljemo mogoče to miselno fiksacijo na te pojme tudi še kam drugam in opozorimo na to, da je še ogromno nekih besedil, ki so zanimiva in si človek ne bi nikoli mislil, tudi to je Cankar napisal. In tretja stvar, seveda Cankarjevo življenje, tukaj smo se trudili, da bi seveda, nekaj zajeli smo nekaj, kar je vsem znano, skušali smo pa dodati kakšne malenkosti, zanimivosti. V teh opombah zbranih del se najdejo fantastični podatki, zelo zanimive stvari. Tako da smo želeli mogoče narediti to Cankarjevo sliko čim širšo, čim bolj plastično, čim manj pisateljsko stereotipno. Se pravi, od zasebnega političnega življenja do njegovega profesionalnega življenja. Tako da se pred vami... Ja, mogoče bi samo še omenila citate, no, kako smo to naredili. Kjer se je dalo, smo poskušali kakšne Cankarjeve citate vključevati v ta vprašanja ali v dejstva, zato da na nek način približamo Cankarja s njegovimi jasnimi besedami, tudi neka drugačna verodostojnost je, če bereš prav njegove besede, se mi zdi, drugače si zapomniš, kot če to spet parafraziramo. Tako da citate smo vključevali, kjer se je dalo, no. Recimo tistega, ne, da se, kaj že,
čaj odpovedal, cvičku pa ne. A ja, da se je čaj Recimo. odpovedal, cvičko ne, no. Ja. Take stvari. Po neuspešnem poskusu, da bi ga prijatelji rehabilitirali in odvadili od pijače. To se pravi, da vam vsakič, ko vzamete kartico v roke, ko ste postavljeni pred neko nalogo, se pred vami pojavi Cankar v neki novi vlogi. Imate Cankarja kot pisatelja, sina, ljubimca, prijatelja, politika, se pravi v njegovih različnih vlogah. In vsaka naloga je, po vsaki nalogi dobite kot en košček mozaika, en kamenček v mozaiku in se vam začne sestavljati podoba Cankarja, taka večplastna podoba Cankarja. Zdaj, iluzorno bi bilo pričakovati, da ko boste tole igro 2x, 3x odigrali, da boste pa potem v Cankarju vedeli vse. Ne, to ni namen, ampak sestavi se vam neka nova, drugačna slika na to, kar so hoteli doseči. Se pravi, da ni res šolska podoba Cankarja, ni pa res to, ne boste eksperti za Cankarja, ko to odigrate. Ja, niti ni mišljeno, da je to neka poglobljena študija, ampak to je igra, ne? Ja, ampak lahko pa te pele to v poglobljen študij Cankarja, no, tako, mogoče, Lahko. če se zelo ambiciozno. To je to, ne? Ja. Komu je namenjena igra? Mogoče začnemo s najpogostejšimi izjavami v zvezi s Cankarjem, če rečemo, ne, a greš z mano igrati o Cankarju, joj, ne, jaz o Cankarju ne vem nič, ne, in v oklepaju pa bi moral. Veliko nas je takih, ki nam je mogoče malo nerodno, ker se nam zdi, da bi verjetno morali vedeti več, kot vemo, ampak res največkrat ljudje odgovorijo, saj jaz o Cankarju nič ne vem. Včasih reče, no, dajmo, da vidim, če še kaj znam. Včasih je Cankar nekdo, ki ni zaželen. Včasih pa si pomagamo z svetovnimi klasiki, da razložimo, kdo sploh je Cankar. Torej, na eni strani je igra pravzaprav, torej, igra je za vse, ki jih to zanima. Igra je za učence in dijake, lahko torej v šoli se uporablja. Igra ima podnaslov učni pripomoček, no. Lahko se uporablja v šoli kot motivacija, kot ponavljanje, ni treba niti, da se uporablja kot igra, lahko se uporablja samo en del kartic za ponavljanje. Zanimivo pri tem je to, da lahko gradivo vedno prilagajate nivoju pouka in prilagajate nivoju učencev. Lahko izločate težje, manj zanimive, manj znane podatke in pač to prikrojite učencem, ki jih imate. Napisali smo tudi, da je za študente doma in po svetu. Mi, ki učimo slovenščino v tujini, zelo pogosto moramo poučevati tudi kulturo ali pa vsaj v svoje jezikovne vaje vključiti nekaj o Sloveniji, o kulturi, kar je študentom zanimivo in kar tudi potrebujejo. Tako je lahko igra tudi nek avtentičen pripomoček, no, za usvajanje enega delčka, seveda, slovenske kulture. Mislim, to je, rekla se, da je učni pripomoček, ne, to se pa vsak staršev šit, to pa ni za, ne, zdaj pa ne bomo tega imeli doma na naši mizi, a ni res. Ja, no, to je drugi del. Igra je pač igra, no, neumno rečeno, ampak tako kot vsaka druga igra lahko služi za večer na morju, za na kavi, za druženje s prijatelji, za vse navdušence. No, imamo še nekaj slik. Ja, takole recimo je izgledalo testiranje igre, ne, to je res za druženje, mislim, jaz na morju, ko sem imel s sabo, nisem slikal, ampak je bilo tudi kar zanimivo in zanimivo, recimo in moj brat se ne mara iz družabnih iger, ni prav navdušen nad literaturo, pa se je šel to, vsaj 2 rundi, tako da mislim, da sem ga prepričal. Mečkano Cankarju zdaj več ve.
Mogoče bi nam lahko kdo očital, zakaj ste šli delati danes družabno igro in to zelo klasično, v klasični obliki, v škatli z igralnimi figuricami, s kocko. Prav zaradi tega momenta, zaradi momenta druženja. Lahko bi naredili sicer digitalno neko aplikacijo, to so nas spraševali potem, zdaj imate to tudi v digitalni obliki. Ne, nimamo in z namenom nimamo. Nočemo imeti tega v digitalni obliki, prav hočemo imeti družabno igro. Sprav, da ta moment druženja spodbujamo, da če govorimo lepo v šolskem, takem pedagoško-didaktičnem jeziku, da razvijamo socialne veščine. Drug moment je pa, če bi res to odnesli v šolo, to je pa iz domžalske srednje šole slika, ko so tudi testirali še igro, če to sploh deluje. Fantje računalničarji, mislim, so tukaj na sliki, so se pa učili preko igre. Mantre o aktivnem, sodelovalnem, izkustvenem učenju, to poznate učitelji, najbrž tisti, ki ste učitelji. To se da prek take igre iti. Tako da, mislim, to, kar si ti prej rekla, če moraš kdaj pokazati, recimo, kobilo, si boš najbrž začelo življenje zapomnil, da je Cankar napisal tiste sej Karpanova kobila. Ali pa ne vem, če moš pokazati osla, se boš spomnil, da si je napisal morda kakšno črtico osel. Sprav, stvari, ki jih res dejansko doživiš, jih sam uprizoriš, ti bolj ostanejo. Pa to je res ena sproščena zadeva, ni to neka prisilna šolska reč. Ja, no, kolikor smo testirali, pa kar nekaj testov je bilo narejenih med samim procesom dela. Med mladimi, v šolah je bil odziv pravzaprav zelo pozitiven. In med starimi. In med starejšimi, ja. Tako da ni ta odsotnost digitalnega se ni izkazala kot problem. Ja, mogoče samo še tole, kako je tehnično. Igra je namenjena najmanj 2 in največ 5, lahko posameznikom, lahko skupinam. Igro lahko igrate res v skupinah ali kot posamezniki. Če igrate po varianti za posameznike, je zelo enostavno in pravzaprav še lepše kot v skupinah, ker so tam posamezniki zares zelo aktivni ves čas igre. Tako da pravzaprav nimate omejitve, lahko priredite kakokoli pravila glede na to, koliko vas je. Traja približno od 35 do 70 minut. 35 minut bo, če bosta 2 ali 2 skupini, 70 minut pa, če vas bo tako več. Načeloma smo ocenili, da gre za publiko, ki je starejša od 12 let. Čeprav mi smo poskušali tudi z mlajšimi igrati, malo izbrali ven ta težje vprašanja in težje pojme in so se zelo zabavali, tudi mlajši otroci, ker ima igra zares veliko teh igrivih momentov in tega tekmovanja. Ampak načeloma je mišljeno tako, ko se začne v šoli obravnavati Cankar. Mislim, 12 plus smo dali bolj za to mogoče, ker so nekatere teme take noter, kot so rekla prej že mogoče, tisto, da se je čaj odpovedal cvičku, pa ne, to odrasel mečkan bolj zna, da to je en kontekst, kot pa otrok razume kakšne stvari, samo za to. Pravzaprav, sicer pa kot si ti rekla... Tematika mogoče taka malo, ja. Se da določene kartice vam pobrati in igra postane primerna tudi recimo za 8-letnike. So jo igrali. In je šlo zelo dobro, ja. Tako. Mogoče še... Tole si pa fino poglejte. To je pa ena slika spet z testiranja, ko je ena kolegica naša tole testirala na srednji šoli, je dala nalogo, prosim, poiščite čim več podatkov o Cankarju, pa ne tiste najbolj klasične. In takole so učenci naredili potem eno tabelsko sliko, zbrali svoje znanje in se šli potem igrati klanec. Tako da, tole si oglejte, morda vam bo v drugem delu tega večera prav prišlo. Ja. Greva kar naprej, da bomo o šolskih primerih govorila, ne? Razen, če koga zanima. Ja, v šoli je ogromno možnih, ampak ne bi tukaj utrujala mogoče s temi variantami, ne? Tako,
v bistvu toliko na kratko o igri. Če koga karkoli zanima, kako je igra nastajala, zakaj je tako, kot je. No, karkoli, če vas zanima, lahko Vprašajte. vprašate zdaj. Fajn, Super. Dobra odločitev, ker drugi del te predstavitve je mišljen kot, kako se reče temu, praktičen, da sami preizkusite, ali to zares deluje in kako se igra. Takole, imamo en komplet s seboj in predlagamo, da se gremo igrati. Pravila imate sicer noter razložena, imate kratko varianto na škatli in daljšo, podrobnejšo varianto v škatli, ampak tukaj, da ne zgubljamo časa, vam na hitro predstaviva pravila, ki so dokaj enostavna. Takole mogoče na hitro ugotovite. Ja, zelo so kratka. Tako kot že poznate pri drugih igrah, razprete igralno ploščo, ob ploščo postavite vse kupčke, imate 5 figuric, imate kocko, ki jih boste metali, torej mečete kocko, pomikate se za število pik, ko pridete na polje, vzamete ustrezno kartico, rešite nalogo. Če ustrezno rešite, dobite knjigo, če ne ustrezno rešite, ne dobite knjige. Še enkrat pozor na kartice življenja, kjer je treba upoštevati tisto sredinsko navodilo, kako, kaj morate narediti, kaj dobite ali kaj izgubite. Vaš cilj je, da čim prej pridete do cilja, da čim več knjig zberete. Na začetku mislim, da vsaka skupina dobi 3 knjige, da ne greste v minus. Za začetek, da ne boste šli v minus. In to je to. Potem samo še dirkate do vrha. Kdo bi igral, oziroma vsi bomo igrali? Kdor želi, naj prosim vzame tam stol zadaj zadaj. so mobilni stolčki. Tukaj lepo pa miza igrana in se bomo organizirali. Tako približno 20 minut se bomo najbrž. Ja, kakšnih 20 minut bo trajalo, ja. To, da dobite eno. Prva varianta. Tukaj lepo. Tam je domači. Aha, bomo dala skupaj, ne? Ja. Tako, kdo se gre? Ja. Pridite. Mislim, da ne. Ne vem, kaj bomo naredili. Kaj pa? Sej tam je še en, pravzaprav, da se vrti, ne? Ja, Aha, vi se vzdržite igranja. Kaj? A se boste šli? Pejte. Ne vem, si ti? Ne. Tukaj se riše. Kako bomo? Aha, torej, koliko nas je? Mi da bova bolj gledala in mi da se ne greva. 1, 2, 3, 4. Greste po 2 pa po 2, ali greste posamezniki? Posamezniki po moje boljš. To bo super, ja. 4 je? Posamezniki. Ne. Zdaj še z vsem strinjaš. V redu. Vsak naj si vzame 3 knjige, prosim. Tukaj bomo risali, ko bo treba. Kako je res posameznik? Sem šla pozabila? Jaz sem se šel ta teden. No, da je spomnim se. No, jaz rabim navodilo za posameznik. Mi se gremo v skupinah, ko gremo, tako da... Če se greste to kot posamezniki, naloge ostanejo iste. Se pravi, ali odgovarjate na vprašanja, ali imate različne izzive, ali pa kartice življenja. Za življenje vzamete kartico sami, preberete, kaj je na njej in to
izvedete. Za izzive vzamete kartico, opišete pojem, narišete pojem ali pa ga s pantomimo ponazorite. Tisti, ki kaže, Kdor prvi ugotovi, ugane, dobi knjigo za nagrado in za nagrado dobi knjigo tudi tisti, ki kaže. Če nihče ne ugane, nihče ne dobi knjige. Ja? Pri vprašanju je pa tako, da sosed prebere vprašanje, ti, ki si prišel na vprašanje. 3. Dobro, barvo si izberite. Lahko. Kdor prvi pride na cilj, dobi ekstra 5 knjig. Se pravi, hitrost se splača. Splača se pa tudi počasnost, ker imaš več možnosti za naloge. Kdor drugi pride na cilj, dobi 3 dodatne knjige in kdor tretji pride na cilj, dobi 1 dodatno knjigo. Mislim, da ti začneš. Ne vem, takole. Eden mora, mogoče, če greste kar na startu si. Tole pa bom vzameš kartico. Pa jo držim. Meni si za modro. Ne. Kaj nas je 5 igralcev? Ne vem, kateri je to. To. Izziv. Šalco, ja. Izziv. In zdaj moraš to narisati, ok. Se pravi, vsi ugibamo, Nataša riše. To je prvi ugane, jaz bom pa štopal. Muca. Sova. Sova. Ja, sova. Samo ena beseda je. Črnica sova iz leta 1912. To je prvi rekel. Kar vsi v en glas so. Ne vem, mislim, mogoče... Sova, eni 3 ste bili, ko so rekla sova, jaz sem tako slišala. Prav ti si dobro pokazala, v redu, ti dobiš zihar knjigo. Dajmo tako naprej, da ti dobiš. Knjigo in... Z drugi bomo pa drugič, ko bo res jasno, kdo je kdo. Mislim, da ste videla prva rekla. Maja sem vrsta. Tudi ti boš imela izziv. Da smo takole. Moj bog. A to risanje? Aha. Ja, je super, da risam kaj narob. Ja. Cesta, plot, tabela, Živalski vrt. lev, Kletka. Zapor. Ja. Bi se več ječa. A vela. Kako ste natančen? Je zelo. Da sem se pa Ampak izdala. da je okej. Ja. Rečemo, da je okej. Knjiga. Knjiga. Kaj pa je bilo, da preber Maja, da se mu še življenje ječe, kaj je bilo? Črtica, prva ječa. Povedati, ja, prva ječa, ja, pardon, ja. To pa daš nazaj. Lahko tudi drži se vsem. Si že zapomnila, Maja? Prva ječa. Že naslov neke črtice. Mislim, da se bom kaj drugil. Okej, Pa kviz. desni pa vpraša. Sosed na desni vpraša. Zato, ker je odgovor dan, ja. In jaz moram uganiti. Ja. Popotnik Kurent iz istoimenske Cankarjeve povesti občuduje lepote domovine, ki jo je Bog obilno obdaril. S katerimi besedami je Bog blagoslovil domovino? A. Tod bodo živeli veseli ljudje. B. Tod se bosta cedila med in mleko. C. Tod sekla bridka bodo jekla. Samo streljim. A še enkrat preberem. Ja, prosim. Tod bodo živeli veseli ljudje. Nekaj, kaj je bilo že na... A ja, sploh kaj? Popotnik Kurent. A ja, popotnik. Ja, pač občuduje lepote domovine in s katerimi besedami je Bog blagoslovil domovino. Tod bodo živeli veseli ljudje, tod se boste cedila med in mleko, tod sekla bridka bodo jekla. Dajmo prvo. Bravo! Evo, knjiga. Katero Shakespearevo dramo je prevedel Cankar? Kakor vam drago, Romeo in Julija se in krestni način.
Ne, Romeo in Julija. Zato smo imeli pri nas celo debato, bijo. Da je Župančič. Pa to je Župančič prevedel. Ja, Vse sam te prevedel, veš, se ni bilo izdano. Ampak, ne? A ja, še celo. Ena stvar je Šest. življenje. Življenje. Ne pa jih dobiš knjige ali jih pa daš. 3 dni piješ kot žolna, 2krat ne mečeš. Cankar je imel obdobja, ko je veliko pil, kljub temu ni nikoli prenehal pisati in objavljati. Prijatelji so ga po leti 1912 poslali celo na nekakšno odvajanje v hribe, a ni dosti pomagalo. Prijatelju Krajgerju je pisal, da se je čaju odpovedal cvička. Ta primer. Celo 2krat ne smem. Z Otonom Župančičem pojesta celo potico, ki ti jo je poslala teta. Vsaka skupina ne ti da eno knjigo. Kaj pa to zdaj? V zgodnjem dunajskem obdobju je bilo Cankarju finančno izjemno težko in pogosto je bil lačen. Pomagali so mu prijatelji in brat Karl, s katerim sta se dobro razumela in si veliko dopisovala. Dajmo. Ja, hvala, Maja. Se pri tebi zmer dobim kakšno knjigo. Ja, to je kar. Ali pa kupam, veš. Nino. Ja, dodelala. Risala. V redu. Kako so nekako skupaj te risalske? A ne, se pa je že tako namren. To narešim. Ja, to pa zanimivo. Čas pa teče. A kje je omejeno? Lahko si ga, jaz vam ga omejujem na 1 minuto. V pravilih je napisano, Da si ga lahko. da si ga smiselno treba umeti Ja. čas, ne da bi nekdo 2 uri slikal. Zanimljajčke ima to. Ja, zdaj. ja. Cerkev, vhod, pot. Ne, risati moraš, ne. Kazal bo kdo drug. Portal. A ena beseda, 2, no, mogoče. Kakšna pokora. In konec. Ja, kjer ni tišina, jaz nisem vedela, kaj je to tišina. 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 A ja, no, to cerkev je tišina. Ja, to je asociacija, je dobra. Ne vem, mislim, da kje bi bila, veš, tako da se nisem spomnila. Asociacija je prima. Mislim, da bi pokazala bolj, ampak narisala pa. Narisati tišino, to ste pa si dobro zamislili. Ampak se da. Se da, to ti ve. Kaj pa Je ideja? že šlo. Ja, se če bolj Ne je bila presirana. Tudi izziv, ja. Oj, Kaj bo jaz imam bilo? pa pantomimo. Okej, gremo. To je že boljše. A ja, že Ena beseda. Pismo. Znam. pismo, ja, ugasla je. To. In kaj, to da je po črtici pismo. Dobiš, oba dobite, ne? Dva, ja. To imam spodaj. Ja, ali pa Ali pa obdržite. obdržite. Tole. Življenje. A to lahko... Ja. Izposodiš si denar in zaročenki Štefki Löffler kupiš svilo in čipke za poročno obliko. Vzemi še eno življenje. Še preberamo spot. Ivan in Štefka Löffler, hči Cankarjeve gospodinje na Dunaju, sta načrtovala poroko, tudi pozneje je Ivan Štefko zapustil. Zdaj pa še eno. To. Ja. Tvoja zbirka črtic podobe iz sanj 1917, porojenih iz grozot Prve svetovne vojne, je odlično sprejeta. Dobiš 2 knjigi. Bravo.
Zdaj pa tebe spustimo, ne? Ti greš lahko na sprehod v center. 2. Življenje. V Ljubljani se leta 1907 na kresovanju Poljubljaš z Mici Kesler, izobraženim dekletom iz znane ljubljanske družine. Kaj pa zaročenka Štefka? Nič ne dobiš. Ja, to je bila enostranska ljubezen, saj je Mici Ivana občudovala le kot umetnika, pisatelj pa je do nje še nekaj časa vzbudil močna čustva. V ljudski šoli si odličnjak, dobiš 2 knjigi. Super, glej, srečkica. Kaj pa pa naprej? Ja. Vsi so mislili, da s Cankarjem ne bo nič, saj je bil kot prezgodaj rojeni otrok vedno nekoliko šibkejši. Toda v osnovni šoli se je izkazal, čeprav je veliko tudi špicev. Ta moralna nota pa ne umanjka nikoli. To so gola dejstva, to ni moralna nota. Hotela smo povedati, da tudi je špricov, ne? Ne bomo spali. Že? Nisem mogla. Se bojim, da ne. Spet si. Ne gledaj, Maja. Ti malo bolj faš. To je za vse, ne? Vse je treba kazati, ja. Kaj zdaj? Aja. Lasje, pleša. Lasje. Prva beseda. Las. Lasni skaba. Ja. Vidiš? Bel las, ja. Črtica, po črtici siv las, ja. A ja, on je rekel bel. Ne, rekel siv, vsi piše siv na duši. Dobita. Siv piše, Ja, ja. Dobita vsak svojo knjižko. Čeprav namečem. A jaz sploh smem? Ja, seveda. Samo mečeš, ne? A ja. Tako hudo življenje spet nima, kaj pa slabo. Da vas malo. To pa je drug vprašal. Ti, Miha. Se ima veliko dela, Miha. Ja. Roman Hiša Marije Pomočnice je bil deležen zelo ostrih odzivov. Kaj je kritike najbolj motilo? A. Hrepenenje bolnih deklic po ljubezni. D. Prikazovanje prešuštva, alkoholizma in perverznosti. C. Dejstvo, da imajo dekleta v kleti zaprtega kanarčka. B. Ja, B. C se je zelo bil. Taka moralna. Ti češ Pa ne morete čas, imeti, ja. Veš, to je tako,